Tako, pa še eno s težiščnico, se pravi tole F, primer bomo zdaj. Konstruiraj trikotnik s podatki, A je 5 cm, C je 6 cm in težiščnica na C je 4 cm. Jaz bom vse te vrednosti povečala dvakratno, da bo malo večji trikotnik, da ga boste lažje spremljali. Se pravi, A bom naredila 10 cm, C bom naredila 12 cm in pa težiščnico na C bom naredila 8 cm. Postopek bo pa popolnoma enak. Narišemo trikotnik, označimo stranice, to je zdaj še skica, ne? Zdaj pa težiščnica na C. Težiščnica je črta, ki povezuje oglišče C z razpoloviščem daljice AB. Razpolovišče daljice je recimo, da je nekje tule, ne? In tole je težiščnica na C. Se pravi, tule je ena polovica C-ja in tule je ena polovica C-ja. Označimo zdaj podatke, ki jih imamo. Imamo C, imamo A in imamo težiščnico na C. Naš, kako bi rekla, kupček podatkov je bolj na desni strani, ne? Tale del bi nekako znali, pol C-ja bomo tudi znali, pa A bomo tudi znali. Se pravi, začnimo najprej s stranico C. Stranica C v našem primeru je zdaj 12 cm, narišemo 12 cm. Zdaj, razpolovišče daljice bomo zaenkrat narisali kar takole. Ker vemo, da je 12 na pol 6, si bomo tule označili. Drugače pa bi bilo treba z risanjem simetrale daljice, to bomo še potem vadili, ko bomo imeli očrtane kroge, ne? Zaenkrat bomo tole razpolovišče določili kar takole, ne? Na goljufiv način. Takole, imamo zdaj, tule sta točke A, B, tule je naše razpolovišče, ne pozabimo, ne, to je tale točka. Zdaj pa, kaj bi pa naslednje? Ja, točka, stranico A vemo, kako je dolga, ampak ne vemo pa pod katerim kotom leži, se pravi, vemo samo to neko približno razdaljo. In takrat, ja, ste uganili, to je šestilo. In isto težiščnico C, ne, vemo, koliko je dolga, ampak ne vemo točno, kako daleč. In zato, ko se bosta pa tele dve težiščnice na C pa A sekale, bomo pa tule dobili presečišče. Zato, ko ne vemo, pod kakim kotom je, vemo pa, kako je dolga, vedno uporabimo šestilo. Najprej bomo stranico A. Stranica A je 12 cm. Ja, sama sreča, da sem malo večje dala, ne. Takle. Evo, 12 cm. Zapičimo v B, od tam, ko gre stranica. In narišemo lok za stranico B. Potem pa vzamemo šestilo, zapičimo v najprej damo, vi najprej date daljico, kaj je že, na 8. V šestilo date 8 cm in potem narišete lok tam, kjer se stranica seka kjer se oba loka sekata, tam dobimo naše oglišče C. Kaj nam še preostane? Ja, preostane nam še, da te točke povežemo, ne. Vi z geotrikotnikom, jaz pa s temnim orodjem, da ne bomo vsi osiveli. Takole, ne. In lahko zdaj označimo
tole je stranica C, tole je stranica B, tole je stranica A. Kje je zdaj tista težiščnica? Zdaj zaenkrat pri konstrukciji nismo potrebovali, ne? Lahko jo pa v končno rešitev tudi vrišete. Ni pa nujno, če imate označene vse ostale stranice in potek dela. To je pa težiščnica na C. Pa dajmo zdaj potek dela, jaz bom malo pokrajšala, ker nekako mi ne uspe lepo napisati. Se pravi, prvič smo dali stranico C in smo dobili točke A in B. Drugič smo razpolovili stranico C, da smo dobili tole točko. In tretjič smo dali log A iz B. In četrtič log težiščnice na C iz, bomo rekli R-ja, pa bomo takole označili iz R-ja. Tako, in skupaj so nam dali točko C. Petič povežemo. Odlično, ne? To je to. Zdaj z načrtovanjem trikotnikov smo končali, za nekaj časa itak bomo še like načrtovali. Ostale pa še lahko tiste naredite dodatno, ne, saj verjetno ste jih že v domačem nego. Se vidimo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si pogledajte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo.